Lepo pozdravljeni. Začetek naše oddaje namenjamo likovni umetnosti v sliki in besedi. Otto Rimele je akademski slikar, ki živi in ustvarja v Mariboru. Njegova likovna govorica izhaja iz modernizma, v svojem ustvarjanju pa raziskuje svetlobo v likovnem delu. Pred kratkim je izšla njegova prva likovna monografija z naslovom Duhovnost materialne odsotnosti. Likovne monografije kot strokovna analitična besedila o posameznem likovnem delu ali umetniku so pri nas zelo redke. Tokratna je izšla s pomočjo založbe in galerije Žula. Kot celosten likovni izdelek pa jo je oblikoval umetnik sam. Umetnost Otta Rimeleta, tudi dobitnika nagrade Prešernovega sklada, je znotraj zgodovine evropske in slovenske umetnosti umestil Jure Mikuž. Likovna monografija avtorja Jureta Mikuža je celosten likovni izdelek, ki ga je oblikoval slikar Otto Rimele sam, predstavlja pa razvoj njegovega likovnega ustvarjanja v zadnjih 10 letih. Med leti 2003 in 2012 je slikarjeva likovno-raziskovalna govorica dosegla vrhunec tudi v odmevnih razstavah. Za razstavo Iluminacije v Kostanjeviški cerkvi leta 2003 je 2004 prejel nagrado Prešernovega sklada. Če bi tako rekli, je bilo vse tisto prej časovno kar dolgo, da je potem lahko to nastalo. In mogoče bi rekel, tako čisto pragmatično, da gre mogoče za 1/3 mojega delovanja. S tem pa mislim 1/3 še potem za nazaj in 1/3 še naprej pričakujem, namreč, da bom še zmogel 1/3 tega poslanstva v časovnem smislu in tudi v tehničnem smislu realizirati v prihodnosti. Vprašanja, ki si jih zastavlja Otto Rimele v svojem likovnem ustvarjanju, se dotikajo svetlobe, sence, refleksije, materialnosti in duhovnosti. Raziskovanje poteka postopoma. Svetloba se najprej kot barvni odsev seli iz roba slike na steno. Tako širi in briše rob slike. Slika se postopoma odmakne od stene in postane samostojna. Odgovor, kdaj je slika še slika in kdaj postane objekt, daje Otto Rimele z razmišljanjem, dokler je barva, je slika. Postavitev v prostor, v katerem ob poglobljenem motrenju zažarijo barve, odpira duhovno razsežnost. Gledalec je nagovorjen s svetlobo prostora. Torej jaz kot ustvarjalec se počutim večkrat kot palček, ki sam sebi na rame stopim. In preden začnem ustvarjati nov opus, pa recimo novo serijo, pravzaprav poskušam analizirati in dojeti tisto, kar sem storil. In s tem se moram razčistiti, pogovoriti in pravzaprav ta monografija je tudi en takšen razčiščevalni odnos, ker vseeno je to neka zelo strnjena oblika, ki marsikatero situacijo potem na precej bolj jasen način pokaže. Fenomen svetlobe in teme kot duhovnih razsežnosti v slikarstvu je zanimal slikarje stoletja nazaj, pa tudi slikarje modernizma in sodobnega časa. V slovenskem prostoru, izhajajoč iz tradicije modernizma, svetlobo raziskujeta tudi Zdenka Žido in Sandi Červek. V evropski zgodovinski okvir pa je raziskovanje svetlobe kot duhovne razsežnosti v likovnih delih umestil Jure Mikuž, avtor monografije. Vsa problematika Rimeleve umetnosti je okrog svetlobe, sence, odseva in s temi pojmi operiramo je tudi problem, kako iz materialnega, ki je neka podoba, izluščiti duhovno. S tem se je ukvarjala zgodovina, se je ukvarjala cerkev, se je ukvarjala filozofija, s tem so se ukvarjali vsi, zato ker brez svetlobe ne moremo in seveda, če ne bi bilo teme, pa tudi ne bi vedeli, da je svetloba. Se pravi, to so problemi, ki so ključni in ki se nadaljujejo iz tradicionalne umetnosti tudi v moderno in sodobni umetniki, kot je tudi Rimele, seveda imajo v tem nekaj svojega zapovedati, kljub temu, da je danes svetloba popolnoma drugače pojmovana, ker je pač veliko svetil, umetnih svetil in tega, česar včasih ni bilo. Ampak neka skrivnost ostaja in Rimele zna to lepo prikazati gledalcem. Posebnost likovne monografije Otta Rimeleta so avtorjevi zapisi, misli ob robu njegovih del, nastali v času nastajanja posameznih ciklov, kot avtorjeva lastna ubeseditev in motrenje likovne izkušnje. Kot ustvarjalec na nek način svoje sporočilo
materializiram in na ta način ohranim neko sporočilo v trajnem smislu. Izognem se pozabi in s tem, ko je likovno delo nastalo, poskušam en del svojega telesa in misli narediti vidne za naprej. Ko sam o sebi razmišljam, kaj sem razmišljal 10 let nazaj, pravzaprav žal ne vem. In zato sem se vedno čutil dolžnega, da tudi nekatera svoja razmišljanja zapišem. Tudi ko berem to za nazaj, so te stvari zelo kompleksne, lahko tudi včasih kaotične in tako naprej, pa vendarle, ko gre vse skozi sito, najdeš tiste bistvene momente, ki so vredne, da so bili zapisani in ti precej lažje osvetlijo celotno situacijo v smislu podobe, čeprav bereš tisto. Slikarski cikli Ota Rimeleta, postavljeni v specifične prostore, otežujejo postavitev klasične retrospektivne razstave tega umetnika. Tako je likovna monografija dragocen pregled ustvarjalnosti tega umetnika. Avtor sam verjame v nove postavitve, ki lahko pojasnjujejo tudi za nazaj. Tako bi lahko v monografiji sledil tudi pregled likovnega ustvarjanja v kateri od osrednjih galerij. Od sodobne umetnosti in slikarja Ota Rimeleta pa se selimo v zgodovino. 400 let nazaj, v čas, ko je na Slovenskem nastal oltar, ki ga je izdelal eden najpomembnejših nemških kiparjev 17. stoletja, Leonhard Kern. Oltar se v celoti ni ohranil, dele oltarja pa danes hranijo v Pokrajinskem muzeju Maribor. Tam so jih tudi obnovili in jih v okviru nove razstave postavili na ogled širši javnosti. Razstava Oltar Leonharda Kerna 400 let kasneje osvetljuje eno najbolj kakovostnih del iz začetka 17. stoletja, z vidika umetnostne zgodovine, konzervatorsko-restavratorskih posegov, pa tudi s šegami in navadami, ki se navezujejo na motiv treh kraljev. Leonhard Kern iz družine kiparjev na Württemberškem v Nemčiji se je med leti 1609 in 12 izobraževal v Italiji. Obiskal je tudi Severno Afriko, kar za takratne čase ni bilo običajno. Leta 1612 se je ob povratku iz Italije proti domu ustavil v Ljubljani, kjer je prezimil in si poiskal delo. Takratni ljubljanski škof Tomaž Hren mu je zaupal izdelavo novega velikega oltarja za cerkev v Gornjem Gradu. To je tudi prvo znano delo tega kiparja. Pravzaprav je to njegovo najzgodnejše delo in hkrati najbolj monumentalno delo, kajti je izjemno velikih dimenzij. Oltar meri okoli 2,5 metra krat 1,5 metra v tem svojem osrednjem krilu, ki prikazuje poklon svetih treh kraljev. Zanimivo pa je, da v svojih delih, ki se jim posveti po povratku v domovino, leta 1614 je to bilo, pa vse do svoje smrti leta 1662 dela predvsem miniaturno plastiko, torej kiparska dela manjšega formata, in z tem svojim delom je zelo zaslovel, si ustvaril resnično stabilnost, finančno varnost, živel na veliki nogi, bi lahko rekli, in to je bilo zanj značilno. Oltar Leonharda Kerna, od katerega sta se ohranila reliefa Poklon treh kraljev in Marijino kronanje, po kiparski in arhitekturni strani predstavlja vrh umetnostnega ustvarjanja 17. stoletja. Pri nas je oltar pripomogel k oblikovanju tipa zlatega oltarja. Čeprav je zgodnje 17. stoletje že čas visokega baroka, je Leonhard Kern v oblikovanju sledil pozno renesančnemu slogu. Zanimivo je tudi to, da še danes pravzaprav si umetnostni zgodovinarji niso čisto edini, kdo so vse figure, ki so na tem reliefu upodobljene. Figura moška, ki stoji za Marijo, za Jezusom, recimo, je običajno Jožef pri takih motivih. Potem imamo zelo zanimive upodobitve, najverjetneje takratnih prebivalcev Betlehema v značilnih nošah, oblačilih, pokrivalih, in v tem je ravno mik oziroma čar tega oltarja, da kljub temu, da je tema zelo pogosta, znana, pa še zmeraj skriva nekaj skrivnostnosti.
Reliefa Poklon treh kraljev in Marijino kronanje danes hranijo v Pokrajinskem muzeju Maribor, kjer so lesena reliefa konzervatorsko obdelani in jih zaščitili. Reliefa Leonarda Kerna, tako Poklon svetih treh kraljev kot Marijino kronanje, ki je tudi bilo sestavni del gornjegrajskega oltarja, sta v muzejski zbirki Pokrajinskega muzeja Maribor od leta 1924. Večino časa sta bila na naši stalni razstavi in tudi sedaj, ko načrtujemo njeno novo postavitev, smo se nekako odločili, da ju konzervatorsko utrdimo. To pomeni, da sta bila reliefa predvsem očiščena in pa utrjena, na njima pa niso bili izvajani nobeni restavratorski posegi. To pomeni, da smo jih predvsem zaščitili, da bosta tako ohranjena ostala tudi v bodoče. Poklon treh kraljev in Marijino kronanje sta motiva, ki sta pogosta v slovenskih cerkvah. Nanjo se vežejo številna ljudska praznovanja in šege, kot je trikraljevsko koledovanje, obredni obhod hiš s petjem in značilno označevanje hiš s kraticami Miha, Gašper, Boltežar. V nadaljevanju oddaje bomo spregovorili o enem najstarejših, pa tudi modernih glasbil, o harfi. Zaradi nežnega zvena pa tudi številčnejših glasbenic. Harfistk velja harfa za izrazito žensko glasbilo. V studiu pa se nam bosta pridružila dva glasbenika. Harfist, profesor, tudi dobitnik letošnjega Gerbičevega priznanja, Dalibor Bernatović, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Harfa kot zelo staro glasbilo, torej biblično, antično glasbilo, je skozi zgodovino doživela veliko sprememb, veliko različic od preproste ljudske harfe do koncertnega glasbila. V katero smer se razvija danes ta inštrument? Torej, harfa, ki jo poznamo danes, je v bistvu pedalna harfa, uporablja se v gledališčih, solistično, v filharmonijah in sedaj v novejšem času, tako kot so se pojavile električne kitare, so se pojavile tudi prvo elektroakustične harfe in sedaj tudi že električne harfe. Zanimivo je pri električnih harfah predvsem tudi to, da lahko njihov zvok spreminjamo. Tako da lahko dobimo od zvoka kitare pa vse do zvoka, skoraj da narečem, klavirja in podobnih stvari. Zanimivo predvsem za mlade ljudi, ki želijo nekaj novega poiskati, ki jim klasika ne pomeni v življenju vse, želijo pa igrati. Na ta način lahko igrajo zabavno glasbo in se veselijo za glasbo naprej. Veliko vaših prizadevanj je tudi usmerjenih v popularizacijo tega glasbila. Kje izven klasične glasbe, torej orkestralnih zasedb, še srečujemo ta inštrument? No, jaz moram reči, da smo si privoščili, bom rekel, da smo igrali z električno harfo v recimo zasedbah z kitarami, ustno harmoniko, rock and roll, jazz. Znano je recimo, da v Ameriki obstaja tudi tekmovanje jazz harfistov v Chicagu recimo in je zelo, zelo priznano tekmovanje, prihajajo iz celega sveta. Tako da harfa je pravzaprav uporabna v vseh zvrsteh. Vi ste pedagog, mentor, pa tudi skladatelj del za harfo, predvsem jih namenjate torej mladim, šolajočim se glasbenikom. Koliko je sicer na razpolago literature za harfo in glasbenikov, ki pišejo za to glasbilo? Torej sedaj v tem zadnjem času prihajajo mladi glasbeniki, mladi skladatelji, ki se trudijo napisati, vendar v času, ko smo mi orali ledino, govorimo o letih 20 let nazaj, ko smo bili samo 3 harfisti v celi Sloveniji, sedaj imamo pa 15 glasbenih šol in 286 otrok, ki se uči harfo, se je pojavilo na vseh državnih tekmovanjih, pojavil se problem, ker moramo igrati tudi delo slovenskega avtorja, slovenskih avtorjev pa praktično ni bilo. Bile so dve skladbi Primoža Ramovša, gospoda Cigliča in gospoda Petriča, vse skupaj mislim, da ni bilo več kot 7 skladb napisanih za harfo. Govorimo o sedanjem obdobju. In potem, ker se je pojavila ta potreba in ker sem pač nekaj talenta za to tudi imel, sem se lotil, začel pisati skladbe in seveda kot harfist mnogo lažje napišem skladbo za harfo, kakor sami komponisti. Komponisti namreč imajo največjo težavo, ko jim obrazložimo, veste, pri nas se igra z rokami, z nogami. Pri nas imamo pedale, pedali zvišajo ali znižajo ton. To so naše črne tipke. Pri nas je problem kromatika, ker igramo skoraj po eni struni, pa pomagamo si s pedali. In potem so večkrat rekli skladatelji, joj, ko je to komplicirano, veš kaj, ne bom napisal za
rajši ne. In tudi zato v zgodovino, če pogledamo, najlepše in najpogosteje pišejo skladbe za harfo harfisti, ki so končali tudi študij kompozicije, pogosto tudi dirigenti. Tournier, Ibert, Hasselmann, ki je bil izvrsten pedagog in skladatelj v Parizu. Tako da, ja, se da na ta način potem uskladiti oboje. Vaša zasluga je tudi, da se danes slovenski harfisti uspešno združujejo v društvo harfistov in da je harfa tudi kot učni predmet umeščena na nekatere glasbene šole. Na katerih stopnjah se danes lahko mladi učijo harfe in koliko je v Sloveniji izšolanih harfistov danes? Torej, pri nas je na vseh stopnjah, se pravi na osnovnem izobraževanju glasbenem, srednjem in na akademiji harfa. Kot sem prej omenil, je sedaj 15 glasbenih šol, kjer poučujejo harfo. V teh 20 letih, kar jaz poučujem na vseh, na žalost, ali pa na srečo, sem poučeval prav na vseh srednjih glasbenih šolah po Sloveniji, da smo te oddelke tudi vzpostavili, je sedaj, mislim, da če bom prav povedal, 18 harfistk, ki so sedaj mlade profesorice. Praktično vsa dekleta do starosti 35 let so bile moje dijakinje, kar si štejem tudi v čast. In ta mlada dekleta, mlade profesorice sedaj ustvarjajo novo mlado generacijo, nov mladi rod harfistk. Ja. V Sloveniji imamo že nekaj zelo uveljavljenih harfistk, recimo Mojca Zlobko, tudi druge. In vse bolj se uveljavljajo tudi mladi šolajoči se harfisti, pravkar ste se vrnili z enega mednarodnega tekmovanja v Italiji. Kako so se odrezali torej slovenski tekmovalci? Med njimi je tudi Brin, ki ga bomo danes slišali tukaj. Torej, jaz, kar učim ta trenutek v Velenju, na srednji glasbeni v Velenju, v Celju in v Mariboru, sem popeljal malo četico 6 harfistk in enega harfista. In smo bili v soboto v Štanjelu na tekmovanju in takoj zatem v avto in naprej v Verono, kjer smo bili pa na drugem mednarodnem tekmovanju. In moram reči, da smo pobrali vse prve, druge, prve zlate, vse, kar se je dalo in eno bronasto, tako da so bili vsi zelo, zelo odlični, pridni. Je pa treba poudariti, da dosežemo nek cilj, je splošno znano. V glasbi je le 25% talenta, 75% je dela, trdega dela. In harfistke rečejo prav žuljavega dela, ker naši prsti so pogosto žuljavi, ne samo vodenih žuljav, ampak tudi krvavih žuljav, ker se harfa igra s prsti in strune so trde. Zgleda tako nežno in blago, vendar je to zahtevno delo. In ja, da so dosegale velike rezultate, veliko truda, veliko ur, ne samo tistih rednih ur dela, ki smo jih v šoli opravljali, ampak tudi, če rečem, v zadnjih 2 mesecih, skoraj vsako soboto in nedeljo so dekleta prihajale še na dodatne ure. Naredili smo vsak petek ali soboto mini koncerte, ravno zaradi tega, da dobijo en dober trening za nastop. Vsak nastop je stres, vsak nastopajoči, pa ne glede na to, je harfa ali kak drugi inštrument, ko gre na oder, je v eni pa zapot mali stiski, ti si lahko super pripravljen, vendar na odru nikoli ne veš. Poleg tega se pa lahko zgodi kakšna neprijetnost, da ti odskoči pedal ali poči struna, kot se je zgodilo na tem zadnjem tekmovanju eni od harfistk in dobila velik aplavz, kljub vsemu, da je počela struna. Ja. Kot sva že omenila, veliko več harfistk je danes. Zgodovinsko gledano pa harfa ni bila ženski inštrument. Ne, zanimivo, harfa je bila do pred 120 leti izključno moški inštrument. V zadnjih 120 letih ste nas dekleta in ženske, dame, ste nas, vas je več kakor nas in moških harfistov in zelo redko se odločajo fantje za harfo, kar je škoda, ker dejansko pravijo moje kolegice, da je razlika v moškem in ženskem zvoku harfe. Moška roka je močnejša in nastane zanimivo, nastane popolnoma drugačen zvok kot pri ženskah. Je pa res, da so dekleta in deklice mnogo bolj marljive in pridne in mogoče je tu razlog, zakaj fantje rajši s kako žogo na dvorišču brcajo, kot pa sedeti 4, 5, 6 ur za inštrumentom in vaditi. Želim vam veliko uspešnega dela z mladimi glasbeniki in hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam. Za konec oddaje nam bo na harfo zaigral Brin Bernatovič, učenec na Konzervatoriju za glasbo in balet Maribor, dobitnik več prvih nagrad na tekmovanjih harfistov.
Z glasbo se od vas poslavljamo in vabimo v našo družbo prihodnji teden. Nasvidenje. Thank you.